Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, danes imamo veseli dan na Prevaljah, se bomo spet lahko nazdravili s čisto pitno vodo. Pričenjamo slovesnost ob odprtju novega dolinskega vodovoda od Mežice do Prevalj. Ti narodi, ki hrepeni dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo, ne vrag, le sosed bo mejak. Dober dan in dobrodošli na Prevaljah na odprtju novega, v rekordnem času zgrajenega dolinskega vodovoda med Mežico in Prevaljami, po katerem teče čista pitna voda iz zajetja potoka Šumc. Med nami lepo pozdravljamo župana občine Prevalje, dr. Matica Tasića. Častnega gosta, predsednika vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba. Ministrico za infrastrukturo, magistrico Alenko Bratušek. Poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije Janija Prednika in Dušana Stojanovića.
Pozdravljamo županjo in župane koroških občin. Pozdravljamo podžupana občine Prevalje Staša Lodranta in Andreja Stermeca. In pozdravljamo častne občanke in občane ter svetnice in svetnike občinskega sveta občine Prevalje. In seveda zelo lepo pozdravljamo tudi potrpežljive Prevaljčanke in Prevaljčane, ki se jim po dobrih 2 mesecih spet obeta čista pitna voda na domačih pipah. Kakšen luksus! Katastrofalna poplava, ki nas je prebudila v petkovem jutru 4. avgusta, je močno prizadela velik del Slovenije. Med najbolj prizadetimi so žal tudi Prevalje. 321 objektov je bilo poplavljenih, več kot 10 jih je neprimernih za nadaljnje bivanje. Prav na tem mestu, na drugem bregu reke Meže, je Meža 6. avgusta dokončno spodjedla in podrla hišo. Razbitine ste lahko videli v vseh medijih, ampak smo jih zdaj že pospravili. Skupno se je moralo na Prevaljah izseliti 61 ljudi. Ocenjena škoda pa znaša 155 milijonov evrov. Poplava je neposredno prizadela mnogo Prevaljčanov, posredno pa kar vse. Naša največja skupna težava je bila vse do danes pitna voda. Reka Meža je namreč razcefrala vodovod med Mežico in Prevaljami in pristojni so najprej razmišljali o začasni rešitvi, potem pa so se v veselje nas vseh odločili za rešitev, ki bo trajna, ki bo varna in tudi bolj zdrava. Pred ujmo je naša voda namreč tekla po salonitnih ceveh s škodljivim azbestom, od danes dalje pa bo tekla po kakovostnem in za zdravje povsem neoporečnem novem sodobnem vodovodu. Po opustošenju, po poplavi tako torej dobivamo nekaj veliko boljšega. Kmalu bomo z velikim veseljem torej spet nazdravili s čisto pitno vodo in roko na srce. Na Prevaljah si nikoli nismo mislili, da se bomo tako veselili nazdravljanja s kozarci, v katerih bo voda. Ob tem veselem dogodku so danes z nami tudi otroci iz pevskega zbora osnovne šole Franja Goloba Prevalje. Zdaj nam bo del tamkajšnjega pevskega zbora zapel pod vodstvom zborovodje Tatjane Mori. Kot droben cvet, ki prekriva ga sneg, kot ogenj, ki v vetru spreminja se v led, kot majhna lutka, ki nimaš je rad, počutim se mnogokrat. Ko gledam oblake objokanih lic in slišim še krike preganjanih ptic, v strahu pred temo se pesem rodi, naj nič se nam ne zgodi. Vsaj malo sonca, vsaj malo smeha, za svet, kjer teče življenja reka, topline malo, ljubezni nežne, miru vsaj malo si zdaj želim. Vsaj malo sreče, veselja malo in da ljudje bi več ne jokali. Miru vsaj malo, vsaj eno željo, da upanja zdaj še ne izgubim. Želim, da razumel bi pesem v svet, dekle sem, ki poje, kar pravi srce, in sama drhtim kot osamljeni ptič, ki sluti viharne dni. Vsaj malo sonca, vsaj malo smeha, za svet, kjer teče življenja reka, topline malo, ljubezni nežne, miru vsaj malo si zdaj želim. Vsaj malo sreče, veselja malo in da ljudje bi več ne jokali. Miru vsaj malo, vsaj eno željo, da upanja zdaj še ne izgubim. Poj z menoj to pesmico, miru naj
Hvala lepa. Slišali smo priredbo pesmi Ein bisschen Frieden, s katero je Nemčija leta 1982 zmagala na Evroviziji. Naj bo to klic k miru, obenem pa tudi poklon našim nemškim prijateljem, ki so nekaj dni po poplavah tukaj postavili začasen most čez reko Mežo, ki ga s pridom uporabljamo seveda še danes in ga bomo še naprej. Spoštovani, zdaj pa ste vabljeni, da v mislih skočimo na Facebook profil prevaljskega župana. Na njem je 14. avgusta, ko smo se Prevaljčani le s težavo in zaskrbljeni privajali temu, da smo s plastenkami hodili po vodo na mesta, kamor so jo dovažali gasilci in slovenska vojska. Torej, takrat je gospod župan na Facebook pod fotografijo polnega kamiona vodovodnih cevi zapisal: Pričetek gradnje dolinskega vodovoda Poljana Mežica. Časa do zime ni veliko, a skupaj nam bo uspelo. In poglejte, do zime manjkata še dobra 2 meseca, vodovod pa je narejen. Čestitke! Besedi vabimo župana občine Prevalje, dr. Matica Tasiča. Dragi občani, drage občanke občine Prevalje, dragi gostje, spoštovani predsednik vlade, gospod dr. Robert Golob, spoštovana ministrica Alenka Bratušek, spoštovani vsi ostali visoki gostje, vsi izvajalci del, prvi vrsti predstavniki podjetja Temnikar, Slemenšek, Perše, projektant Štraser, nadzornik Pratneker, vodovodni monterji iz kraških vodovodov, iz Maribora, iz Slovenj Gradca, domačini, vodja projekta Meta, strokovni vodja Uroš, vojaki Slovenske vojske ter predstavniki firme HK Bau iz Gradca, ki so celotno plačilo za vseh 14 dni frezanja kanalov donirali v višini 17.000 evrov za vse poplavljene v občini Prevalje. 14 dni brezplačnega dela. Stroji v redu. Hvala. Danes, 70. dan po katastrofalnih poplavah, ki so nas prizadele in povzročile preko 150 milijonov evrov škode, ki so odplavile naš vodovod in poplavile preko 300 objektov, uničile preko 10, za katere moramo zagotoviti približno 15 gradbenih parcel, komunalno opremljenih in 20 stanovanj zgraditi. Pa ne samo to. Reka Meža nam je poleg poškodovanih hiš in stanovanj in domov, ki so relativno prazni in fazi sušenja ter ostalih gradbenih posegov, prinesla še ogromno nevarnega, onesnaženega mulja. Kljub temu v ljudeh, v vseh nas ostaja pozitivno upanje in optimizem, da bo država čim prej poiskala način, kako tem prizadetim ljudem pomagati tudi s finančnimi sredstvi. Takoj po poplavah smo upali, da bomo lahko vodovod kar hitro posanirali, da bo po njem začela teči voda. Ampak, ko je začela po pipah teči temno rjava Meža, smo vedeli, da ne bo tako enostavno. Ko smo šli po terenu ugotavljati, kje, kako, na kak način, pravzaprav ponekod sploh ni bilo več terena, kjer je bil vodovod, ponekod ni bilo več cevi. In zato smo se odločali, kaj narediti, ali potegniti provizorij, ki bi veljal samo do zime, ali se odločiti pa iti v izgradnjo novega vodovoda. Ko smo se odločili, da bomo šli v izgradnjo popolnoma novega vodovoda, smo ugotavljali, kje po trasi, na kak način, in smo kolebali, ali iti delno po travnikih, delno po cesti, nekje tam drugje. Tisti trenutek smo imeli srečo, je ministrica Bratuškova bila pri nas na obisku in je stopila v pisarno štaba civilne zaščite in prostora gasilcev in smo prišli na idejo, kaj če bi mi po cesti pogledamo ministrico in damo predlog. Jaz vam povem, da je ministrica, tako se spomnim, samo pogledala strokovne ljudi okoli sebe in je rekla, gremo. Približno tako je bilo. Iskrena hvala. Iskrena hvala. In takrat smo zagnali investicijo, iskali rešitve za vodovodne cevi
ki jih ni bilo na zalogi. V Nemčiji, Avstriji so odprli posebne linije, da so proizvajali cevi za naš vodovod in še tople cevi, par dni stare, vsaka cev ima datum proizvodne, smo polagali v kanale. Ni bilo enostavno, ko smo se uigrali, ekipe z gradbeniki na čelo. Podjetje Temniker, za njega Janez Obretan je bil duša, pa ne samo za vodovod, tudi za vse ukrepe znotraj reke Meže. Operativc na pravem mestu, od jutra do večera, pa še od večera do jutra, pa še več, če bi bilo treba, resnično. Potem gradbeništvo Slemenšek, gradbeništvo Perše, nadzorniki, kot sem že rekel, projektanti, po noči smo projektirali, po dnevi delali, tako da noči niso imele ur, noči niso imele spanja. Vodil nas je cilj, da je treba čim prej zagotoviti zdravo pitno vodo za ljudi. In imeli smo to tudi kot izziv. In smo malo, takrat je bil na obisku tudi minister Šarec ob gospe Bratuškovi, in smo predlagali, da bi bil lahko to tudi velik izziv za Slovensko vojsko. In smo angažirali, smo dobili pozitivne signale, dovoljenje, in Slovenska vojska je pri tej izgradnji izrazito pomagala pri gradnji vodovoda. Danes, 53. dan po položitvi prve cevi, 21. avgusta smo prve cevi položili v kanale. Smo delali po dnevi in kdaj tudi po noči. Se je ta čudežna, res čudežna zgodba sodelovanja in garanja vseh akterjev se danes tukaj končuje na nek način. Treba je povedati, da smo med tem delali vsa intervencijska dela, vsa ostala dela, da smo bili obremenjeni vsi, res polno obremenjeni. In da smo bili na terenu in da doma praktično nismo bili, za kar se zahvaljujem našim sopotnikom, našim družinam, ki so nam stale ob strani. Na tem za mnoge simboličnem mestu, kjer smo izgubili stanovanja, hiše, kjer smo izgubili premoženja, ljudje premoženja, kjer je bila uničena komunalna infrastruktura. Pri tem drugem nemškem mostu, ki so nam ga postavili prijatelji iz THV-ja iz Nemčije, bomo danes nazdravili z zdravo pitno vodo iz Šumca. Najprej gre iskrena hvala. Res danes je mogoče pravi čas, da se zahvalimo. Vedno se premalo zahvaljujemo in resnično se zahvaljujemo vsem izjemno potrpežljivim občanom občine Prevalj, občine Ravn, tudi delno občine Mežica, ki so bili brez pitne vode, eni tudi brez sanitarne vode. Iskren poklon vsem tem ljudem, ki so zdržali 70 dni brez pitne vode. Iskrena zahvala gre projektantu Štraserju, vodji projekta Meto, kot sem že prej omenil, strokovnemu vodji Urošu, nadzorniku Zoranu, najboljšemu operativcu Janezu Obretanu, kot sem rekel, gradbeništva Temniker, Slemenšek, Perše, Slovenski vojski, brigadirju Bašu, HKB iz Gradca, vodovodnim monterjem iz kraških vodovodov, iz Maribora, Slovenj Gradca, domačih monterjev in seveda vladi Republike Slovenije za financiranje te intervencije vodovod, predsednikov vlade za obljube in izpolnjene obljube in za pomoč. Iskrena hvala. Ministru Boštjančiču, ki je zagotovil finančna sredstva, brez njega ne gre. Regijskemu štabu civilne zaščite, glavnemu štabu civilne zaščite gospodu Šestanu, gospodu Curku, ki je tu med nami za operativno pomoč, direktorju Uprave za zaščito in reševanje, našemu sogovorniku in borcu Bihinu, iskrena hvala. Vsem gasilcem, prostovoljcem, kmetom, ki so svojimi stroji pomagali po poplavi, in vsem dobrim ljudem, ki jih je na Koroškem in v Sloveniji veliko. Ko prehajamo iz intervencije v sanacijo, si želimo čimprejšnje pomoči ljudem, ki so bili v teh poplavah prizadeti, da bi tempo obnove na vseh področjih šel vsaj takšno intenziteto naprej,
da bi imeli dovolj težke mehanizacije za gradnjo brežin, reke Meže, ogromno še manjka, deževje prihaja. Zato vsi s ciljem, da bomo zagotovili boljšo poplavno varnost vseh naših ljudi, boljšo, kot je bila pred poplavami. Zato hvala tudi vodarjem, gospodu Penecu je tu med nami, da smo po več takih ali drugačnih manjših bitkah našli skupne in prave odločitve za bistveno boljšo varnost naših ljudi. Upam, da takoj rešimo še en problem, gradnjo zadrževalnika na Poljani. Tu seveda še prosimo za pomoč in prav način, da bomo čim prej zadrževalnik zgradili, ker če bi ta zadrževalnik bil zgrajen, bi mogoče glavnino te katastrofe šla mimo nas. Iskrena hvala vsem in na koncu en velik priklon, moj priklon vsem akterjem te izjemne zgodbe gradnje vodovoda. Danes smo srečni in veseli, naj tečejo solze sreče. Naj bo ta energija, enotnost, povezanost, solidarnost, ki smo jo živeli v teh tednih in mesecih, z nami tudi naslednje mesece in leta. Ko bomo vse, kar je bilo v poplavah uničeno, obnavljali ali pa postavljali na novo. Samo na tak način bo pred nami vsemi veliko takšnih srečnih trenutkov. Iskrena hvala vsem. Hvala lepa gospodu županu. Zdaj pa k besedi vabimo poveljnika regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko in vodjo koordinacije za aplikacijo Poplave 2023, preko katere je v pomoči sodelavcev koordiniral pomoč po katastrofi, gospoda Sandija Curka. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, danes simbolični dan, na eni strani nekaj odpiramo, simbolično je pa tudi danes dan, ko se je zaprla aplikacija Poplave 2023. Najprej iskrena hvala pobudniku, predsedniku vlade Slovenije, gospodu Robertu Golobu in njegovi ekipi, poveljniku CZ Republike Slovenije Šestanu in pa direktorju uprave za zaščito in reševanje gospodu Behinu in državnemu sekretarju gospodu Medvedu. Poglejte, aplikacija je omogočila in dala moč, da se je 35 tisoč Slovenk in Slovencev odločilo dati roko pomoči. Skoraj 50 tisoč ljudi je prihajalo na to področje dati en dan ali več dni pomoči in prvi metri in kilometer tudi tega vodovoda je nastal preko ljudi, ki so ponudili pomoč preko aplikacije Poplave 2023. Poleg pomoči v ljudstvu nismo in ljudje niso pozabili vaše stiske in pa tudi na živali. Več kot 500 ton krme smo samo v mesecu septembru namenili na vaše področje, simbolično danes sprejemate 80 ton. Nismo pozabili tudi na vaše domače ljubljenčke in živali in Koroška je dobila izdaten del pomoči tudi za te živali, kajti moč narave ni prizadela samo človeka, ampak je prevzela vsako človeško življenje. In v tej zgodbi ste največji zmagovalci, spoštovani Korošci in Korošice. Vi ste tisti, katere moč in energija je močnejša od narave, ki je neizmerno udarila in postavljate en močen temelj zrcalu Evropske unije, kaj pomeni sobivanje, kaj pomeni moč prizadetih, na drugi strani pa tisoči Slovencev in Slovenk. Danes lahko z gotovostjo trdimo, da smo skupaj v tej državi postavili glede na število prebivalstva največji evropski projekt humanitarnosti. Velika zmaga,
zmaga, v kateri je ponujena velika roka pomoči. In skupaj in iskrena hvala vsem pripadnikom civilne zaščite, humanitarcem, nevladnim organizacijam za to pomoč in pa za skupno delo. Vendar moram naglasiti, da vedno je potreben tim, potrebni so pa tudi vodje. In to, kar sem v teh letih doživel, iskrena hvala vam, spoštovani župan, gospod Matic, in pa spoštovana dama Marjetica Bukovec. To, kar sta vidva naredila v tej zgodbi, je bila neka moč tudi nam in energija, da smo lahko sledili vašim potrebam, zahtevam, predvsem pa neizmernosti, kako rešiti najmanjši ali pa velik problem. Danes je Slovenija eno srce, ena družina, ampak Evropi smo pokazali, da smo človek človeku človek. Hvala vam. Hvala lepa gospodu Sandiju Curku. Zdaj pa k besedi vabimo častnega gosta odprtja vodovoda, predsednika Vlade Republike Slovenije, doktorja Roberta Goloba. Spoštovani gospod župan, dr. Matic Tasić, spoštovane gostje, gosti, Korošice in Korošci. Te poplave avgustovske so Slovenijo zelo prizadele. Koroško pa med vsemi pokrajinami še najbolj. Ampak vsaka tragedija nas na eni strani uči, še bolj nas pa krepi. In če nas je ta tragedija, ki je naučila, je, da je solidarnost še kako živa. Ne samo med vami, ne samo med Slovenci, ampak tle, prav tu za nami, nam je preskočila na pomoč cela Evropa. In mislim, da je ravno ta duh solidarnosti tisti, ki ga moramo negovati v bodoče, si želeti, da se nikoli ne ponovijo take tragedije pri nas, hkrati pa se zavedati, koliko nam je ta solidarnost dala takrat, ko bo nekdo drugi v stiski. Danes sem z velikim veseljem med vami, ne samo zato, ker sem to obljubil vašemu županu, ker mi je rekel, da bom prišel nekoliko kasneje, baje, da bi rabo 90 dni, mi je napovedoval, ampak pol je pa bistveno hitreje delo, ko je danes govoril. Tako da mu izjemoma dopustimo, da je bil danes malo daljši zaradi tega, ker si je zaslužil, ker je vse to prešparil. Tako da globok poklon, župan, ker v teh rekordih, ki smo jih lahko opazovali pri sanaciji, pri intervenciji in sanaciji v občini Prevalje, čeprav nas je kdaj tudi glava bolela, pa si da se smo dobili, ker župan je včasih res prehiter, pa ministrica tudi prehitro daje obljube, skoraj so podobni meni, malo se hecam, ampak v tej poplavi rekordov je dejansko prišlo do tega, da je tista osnovna pravica, ki je pa brez katere res ne moremo, in to je čista voda, in ta je bila vam odvzeta strani krute narave, da ste lahko do nje prišli res bistveno hitreje, prej kot v 2 mesecih. Še ko smo govorili o 3 mesecih, nismo verjeli, da bomo uspeli. In se je dalo. Župan z ekipo, vsemi prostovoljci, vsemi delavci iz Slovenije, iz podjetij, iz vojske, iz tujine, so dokazali, da takrat, kadar se neki res verjame in neki res hoče, to tudi zmoremo. In ta izraz trme, vztrajnosti, ni samo Koroška, ampak v tem primeru Koroške, pa tudi solidarnosti vseh ostalih je v resnici praznujemo danes. Ne samo simbolično, ampak tudi dejansko s tem, ker bomo lahko po dolgem času spet pili čisto vodo na tem mestu. In da ne bo izpadlo, da samo župan izpolnjuje svoje obljube, pa da je bila edina obljuba ta, da pridem na odprtje, mi smo poskrbeli v tem času še za 2 drugi stvari. Prvič, poskrbeli smo, da prvič v zgodovini, nikoli še nismo imeli tega primera, se v celoti vsi stroški intervencije krijejo strani države. Vedno je bilo to breme na občinah. Vedno. Od letos naprej ni več. To breme prevzema država, ker je tako prav, ker je to duh solidarnosti. In tudi vodovod je v celoti pokrit skozi intervencijska dela in od ponedeljka, čeprav razumem, je ves denar že na računu občine za intervencijska dela. In od danes naprej
je večina koroških občin, še 200 žal pri v naslednjih dnevih, dobilo na račun 53 milijonov evrov pomoči iz države, direktno. To je predplačilo. Prvič v zgodovini, da predplačuje država, še preden se dela izvedejo. In tudi občina Prevalje, ki je bila žal med enimi najbolj oškodovanih in prizadetih, je danes dobila več kot 9 milijonov dodatnih sredstev na račun, zato da bo lahko z istim tempom in s še boljšim sodelovanjem tudi z državnimi inštitucijami nadaljevala sanacijo. In ravno na ta način verjamem, zato ker imate res neverjetne ekipo, da boste lahko potem tudi to škodo hitreje odpravili in se še hitreje postavili na noge. Gospodarstvo je ravno tako že dobilo prva predplačila in zdaj pride na vrsto tisti del vi prebivalci. To ne pomeni, da smo pozabili, ravno obratno. Pri prebivalcih, ker vem, da imate tudi pri vas družine, ki so ostali brez vsega, jaz ponovim, če še niste, pokličite na številko 114. Je več razlogov, ne samo zato, da sem vam bolj prijazen glas oglasil, ampak zaradi tega, ker tam vam bojo dejansko povedali, ali ste že prišli do vseh finančnih sredstev, ki smo jih namenili vam, vi pa moče še za njih ne veste. Vsak, ki je imel škodo, lahko pokliče in se prijavi neposredno na številke 114. Tisti, ki so pa najbolj prizadeti, pa z te številke kličejo sami in se napovedujejo in pridejo na obisk. Do zdaj so obiskali, mislim, da 40 družin, žal jih je 600 vseh, zato traja, ampak z vsako družino se bojo pogovorili in za vsako od njih najdli rešitev, ki bo najbolj ustrezna. In država bo zagotovila denar, da se bo za te družine najdla nadomestne domove. Zakon je zdaj v pripravi, je pa zelo individualno delo, ker vsaka družina ima svoje specifike, svoje potrebe in zaradi tega ne moremo to reševati preko občina, ko bomo direktno za družinami. Ampak osnovno sporočilo je, nismo pozabili na vas in ne bomo. Vsi boste dobili tisto, kar ste izgubili nazaj, predvsem pa boste lahko dobili nazaj svoj dom. Mogoče bo trajalo, tako kot je trajal ta prvi korak, bodo trajali še vsi ostali, ampak danes se dajmo veseliti prvega, zelo pomembnega koraka. In verjamem, da bomo tudi pri vseh ostalih enako uspešni. In čisto na koncu sem že povedal, pa bom ponavljal vedno znova. Verjamem, da ravno zaradi solidarnosti bomo iz teh poplav išli močnejši in odpornejši. In to kot družba, kot država in tudi kot skupnost. Poklon. Zaklada, ki bi mogla ga kupiti, ni dežele na tej zemlji, ki bi jo mogla bolj ljubiti. Nekomu dom je brez primere, drugemu le kar pozna, a zame to je vse bogatstvo, najlepše je, kar človek rad ima. Zlivajo melodijo, ko zapoje koroško srce. Otožno nam pesmi zvenijo, čeprav smo veseli ljudje. Besede se zlivajo ko zapoje koroško srce. V svet odhaja mladi rod,
Otožno nam pesmi zvenijo, čeprav smo veseli ljudi. Besede se zlivajo v melodijo, ko zapoje koroško srce. Spoštovani, napočil je težko pričakovani trenutek odprtja novega dolinskega vodovoda od Mežice do Prevalj. Prosimo predsednika vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba in župana občine Prevalje, dr. Matica Tasiča, da prerežeta trak. Na županov ukaz kličemo še gospoda Janeza Obretana, ki je Janez Obretan. Obretan prihaja. Bravo, trak je prerezan. Kmalu bomo nazdravili. Zdaj pa sledi še preizkus vode. Predsednik vlade in župan si bosta natočila še prva kozarca čiste pitne vode. Aha, teče. Kje imamo še drugi kozarec? Brez barve, brez vonja in brez okusa mora biti voda in taka tudi je. Na zdravje, gospoda, na zdravje! No in kot vidite, spoštovani, predsednik vlade in gospod župan sta nazdravila, nihče ni postal zelen v obraz, niti ni zlezel skupaj, tako da voda je očitno okej. Hvala lepa. Spoštovani gostje, lepo vabljeni, da si tudi sami privoščite našo vodo iz našega novega vodovoda, iz kozarcev, ki smo jih vam pripravili tukaj na moji desni in imajo logotip občine Prevalje, tako da jih boste imeli za spomin. In tudi, spoštovana publika, prav vsi ste vabljeni, da si natočite kozarec vode iz biorazgradljivih lončkov, ki smo jih tudi pripravili tam na moji desni. Hvala vam za pozornost in na zdravje. Ostanite še z nami ob zvokih pihalnega orkestra Prevalje. Danes je veseli dan. Ali Prevaljčan spet pitno vodo iz pipe pije. Thank you.